Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat vas vabim, da prisluhnete prisrčni pravljici, ki nas bo popeljala v svet knjižnega junaka Miška po imenu Tip. Tip je radoveden in igriv, a ima eno težavo. Vedno znova kam zamuja. A Tipovi iznajdljivi mamici je uspelo razrešiti Tipovo težavo z zamujanjem. Le kako? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Mišek Tip zamuja. Zbudi se, Tip, jutro je. Vstani, treba je v vrtec. Pozno je že. Mišek Tip pa se dela, kot da nič ne sliši. Oči ima še vedno zaprte, da mu lepe sanje ne bi kam ušle. Dajmo, Tip, vztraja mamica in ga nežno poboža. Zajtrk je že skoraj na mizi. Že vstajam, mrmra Tip in se zakoplje še globlje med rjuhe. Pazi, da ne zaspiš. Mama je v kuhinji in pripravlja zajtrk. Ali bo omamni vonj prebudil njenega malčka? Miška Tipa pa vonjave ne ganejo. Noče videti sončne svetlobe, ki prodira skozi okno. Predvsem pa ne želi slišati maminega glasu, ki ga vztrajno kliče. Še malo zaspiva, Tedi. Zazeha proti svojemu medvedku. Ko bi vedel, kako lepe sanje sem imel. Miško Tipu se danes nikamor ne mudi. Saj imam še malo časa. Pomisli, se obrne na drugo stran in se čez glavo pokrije z blazino. Mamica se vrne v njegovo sobo, misleč, da je že oblečen. Tip, kaj še vedno delaš v posteli? Zakliče. Zamudila bova, jaz v službo, ti pa v vrtec. Si pozabil, da greste danes na izlet? Izlet. Ravno v tem je sanjal Tip. Mišek se v trenutku zbudi in skoči s postelje. Zaskrbljen je. Ali bo pravočasno prišel v vrtec? Mišek Tip se je končno umil in oblekel. Vsa družina je zbrana v kuhinji in zajtrkuje. Mami, ali lahko dobim še ocvrtke? Prosi sladkosnedi Mišek. Pozno je že, Tip. Za ocvrtke bi se moral prej zbuditi. Zdaj morava pohiteti. V torbi boš prav gotovo našel kaj dobrega. Ga priganja mamica. Mišek Tip pa zavlačuje in počasi hrani svojega medvedka. Tip si je umil zobe, nadel šolsko halico, Tedi okoli vratu zavezal pentljo in končno je pripravljen na odhod. Takrat pa: Poglej, Tedi, pod posteljo, vidiš? Tam je modri vitez, ki sem ga včeraj vse popoldne iskal. Postaviti ga moram na njegovo mesto v grad. Mišek Tip se še malce igra z vitezom, ki se bori proti zmaju in poskuša rešiti princesko. Tip, ga kliče mamica in počasi izgublja potrpljenje. Mišek Tip je nepopravljiv. Tudi na cesti se obotavlja. Izložba trgovine z igračami ga privlači kot magnet. Mama,
ali mi kupiš zelenega viteza? V gradu manjka samo še ta. Pohiti, Tip, zdaj nimava časa misliti na tvoje viteze. Drugič si jih bova v miru ogledala. Mama hiti, z eno roko poriva Lili in voziček, z drugo pa vleče Tipa. Končno si prišel, Tip, reče vzgojiteljica in pogleda na seznam otrok. Samo tebe smo še čakali. Skoraj smo že odšli in te pustili tukaj. Mamica se opravičuje, vzgojiteljica pa ve, čigava je krivda. Dobro pozna lenega Tipa, ki vedno zamuja. Dajmo, Tip, naveličeni smo čakanja, se oglašajo Miškovi prijatelji. Se opravičujem, zamrmra Tip in ga je kar malo sram. Izlet je bil zabaven. Otroci so se vrnili v vrtec in čas je, da gredo domov. Prijatelji pozdravijo Miška Tipa in stečejo k staršem, ki so prišli ponje. Nasvidenje, Tip, ga pozdravljajo. Se vidimo jutri in ne zamujaj. Kje pa je moja mamica? Vpraša Tip. Zakaj je še ni tukaj? Kar nekaj časa je minilo, odkar je zazvonil zvonec. Vsi so že odšli. Mišek Tip pa je ostal sam z vzgojiteljico. Zakaj nihče ne pride pon? Ali je mamica pozabila name? Mišek s solzami v očeh vpraša vzgojiteljico. Ne, Tip, saj bo kmalu prišla. Poklicala je in rekla, da bo malce zamudila. Tip se oddahne, nato pa se spet zmrduje. Kako dolgočasno je to čakanje. Zdaj razumeš, zakaj ni lepo zamujati, se obotavljati in pustiti, da te drugi čakajo? Se iz Miška malce pošali vzgojiteljica. Pridi, prebrala ti bom zgodbo in čas bo hitreje minil. Mišku pa se minute zdijo dolge kot ure. Končno je prišla mamica. Mišek Tip komaj čaka, da pride domov, ker bo lahko malical. Mamica in vzgojiteljica pa se imata danes veliko povedati. Mišek je res razdražen. Gremo, mami. Naveličen sem čakanja. Pozno je že. Lačen sem in utrujen. Mamica se smeji. Zdaj pa ti priganjaš druge, kaj ne da, moj leni in vselej pozni Mišek. Tip ve, da ima mamica prav. Mama skuša potolažiti svojega sinčka, ki je užaljen in se še vedno malce kuja. Zjutraj sem ti povedala, da bom danes pozneje prišla pote. Nažalost sem zaradi tebe zamudila v službo in zato sem morala popoldne delati dlje. Opazila sem, da me nisi slišal, ker si bil tako navdušen nad izletom, zato sem poklicala vzgojiteljico. Pojdiva domov, saj ne želiva, da naj tudi očka in Lili predolgo čakata. Mišek Tip pohiti za mamico. Danes se je spet nekaj novega naučil. Mišek Tip je dolgo razmišljal o svojem zamujanju in pripravljen je svoje starše lepo presenetiti. Kako to, da si že v pižami? Ga začudeno vprašata očka in mamica, ko vidita, da je že nared za spanje. Spoznal sem, da moram veliko prej v posteljo, če želim dlje sanjati, za zajtrk jesti ocvrtke in se igrati z gradom, preden grem v vrtec. Mamica tako ne bo zamudila v službo in nikomur ne bo več treba čakati name. Čestitke, Mišek Tip, prav si se odločil. Kako zabavna in hkrati poučna zgodba. Bravo, Mišek Tip. In pa vse pohvale tudi mamici, seveda. Včasih je res težko ujeti pravi trenutek,
a trud in dobra volja se vedno znova obrestujeta. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugi zanimivi zgodbi z naslovom Sneguljčica in 7 palčkov. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite, da ura zamujena, ne vrne se nobena. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Miška Tipa. Čau, čau. Ja, bravo, Tip. Zamujanje res ni lepa čednost.